Lej, sam da smo s krana ven prišli, je že sonce, tam pa totalna megla. Avto imamo nabit, tako to zgleda. Kanta nafilana, vzatem k probe, pa še dobro, da sem avto pravili, kaj še nje. Zdaj pa šibamo v karavanke. Drugač pa avto smo dali na letne gume, sam se je po Jure spomnil, da smo že dali letne gor, da ima Avstrija v bistvu do 15. aprila, ne? Ja. 15. aprila imajo oni obvezne zimske. Zdaj pa glede na to, da recimo, da v teoriji ni čisto vse homologiran na tem avtu, ne? Plus to, da nima zimskih gum, bova probala se kar čim prej čez Avstrijo čez ustreliti. Načeloma pa upam, da ne bo težav, no, zato ker itak vzun sonce, no, ne kaže zdaj lih na noben sneg kritično zelo. A few moments later. Shit, no. Pa zdaj pa mandatori pul v tunel. Prva menjava šoferja danes. Zdaj sva že 2 ure na pot, koliko ima še uro 45 nek do tega Motor Worlda. Je pa čist prazna cesta, pa dokaj suho zaenkrat, čeprav je bila slaba napoved. Zdaj sva pa na mej, pa zdaj izreden tehničen, pa gremo domov. Ulej, avtoban. Misliš, da je to? Ne, event center je to. Aha, še bo. Klele nek mora zdaj biti. Evo ga, Motor World. Zastave? Ne, tole je lega desno. Ja, vidiš, kaj to je v bistvu bivša. Aha, pa se parkirati, ja. Dobro. Prvi kiks. M4 kale. Živ. Kaj je huda? Kaj je pa tole? Unimog. Halo? Ne parking ticket, bite. Sem daj, pa odpre rampo. O, noro, lej, pa kar terasce vzun. Kar spotting se je začel. Tamle med marilami je na hudobija. Oj, to, no. Evo, že vzun je toliko hudobi, pa sploh še not nisva prišla. Jasno je. Da le noter prideva, pa sem čustvena turbulenca. Dajmo to za odnevno, Jure. Razdelivci so pa kar not posprava. Gledali, kaj je za nam. Ali to? A se ti hecaš? Aj to, no. Kaj je to že GTR varianta? Kaj je to hudo? Aj to, no. Da ugasnem kamero, že beštija, pa majstri imajo F-enko not parkirano. Fuck, no. Še jaz sploh ne vem, kam bi snemal, ker... Sploh nimam besed za tole. 1 od 7. Je to ceno. A daj nehaj. Jem po moje cel video sam govoril fuck pa what. Tale cup holder mi je všeč, ki je sam z mrežice. Pa v klimo not ga zatlačeš za potuši. Lej ta spek, stari. Koj pa hud. Pač res so lepi modelčki, lej kako je to v detajle narejen, pa lej ta 80 sploh ni tok. Jaz bi imel tega Golfa. Pa sva pa od vsega tega kar malo lačna ratala, tako da sva se usedla v toleta najbližjo restauracijo, ki so jo tudi najdla klele noter. Cene imajo sicer kar, so kar burgeri 22-25, kar po dobrih 20 evrov. Pa Wiener Schnitzel je 35, sicer vprašanje, koliko je velik. Drugač pa dobro zgleda, lej. Burger, pica, kar v redu. Koliko je pica? Ene 16, 15-16, tole pa 22. Ambient kle noter mi je bil res všeč. Vse je tako malo vintage, pa povsod imaš razgled na avtomobile. Se to kao to nagledaš, takili rolsi pa sploh niso več toliko zanimivi. Pa je to že GTA M, a ne? No, to pa prvič vidim v živo. Kako dobro zgleda tole. Eleanor, SLR, Dakar, Black Series, tamle še Liquid, Carbon,
Ford GT. Jaz sploh ne vem, kam bi gledal. Deda Shelby GT 350. Marija. Le kva sva najdla v garaž? Toyota dirkalca, neko Fiesta, pa še od M-Sporta. Le od Užija. Marija. Le to od Užija, direkt. Dirkalc. Le to, no. Fuck. Le ta splitter v zadnji. Kva pa če bi to kupil, da imamo malo za pokluk? Logstar. Gremo dalje. Zdaj pa v bistvu šibava v Frankfurt. Mes se ustavlja še za Jureta, ki gre en adapter za fanatikov volan kupati. V Šaltaj tam pomat, pa se vidimo čez 4 ure v Frankfurtu. Tile stavbe. To se kar samo odpira. Tam išč toaleta znak. A te že festiši, ega? Le toalet. Daj minus ena. Aj urgenca. Aha, zdaj smo pa kle. Wow. Tole je pa Nobel. To staro skrito v sob prav po ribah me zdi. Saj vse lepo, sam če pa po ribah smrdi, pa ni zankama. Kopalnica je pa kar v redu. Zjutraj sva šibala naprej in srečala tegale Herbija, pol se je pa začel tale vremenski preobrat. Najprej na polno dež, pol so pa začele padati še temperature. Tole gre pa že malo sneg, midva pa na letnah, 2 stopine pa pada. No in koliko se vidi sicer, ampak v zum gre sneg. Zdaj pa sam upam, da se nam začeli ceste prijemati, ker pa boh nadej, da naj še policaj ostal klele. Sreč sva pojmal zatem prebila čez tale oblak in se je potem vreme hitro spet zjasnil. Drugač pa sploh še nisem povedal, kam greva po moje. Zdaj, glavna atrakcija, bom rekel, teh prvih 2 dni je JP Performance v Dortmundu. Jaz pa Jure v bistvu njega spremljava že včeraj sem se pogovarjala od leta 2016, ki je on v bistvu kupil, takrat je Focus RS ven prišel, pa ga je ful predeloval pa to. A Jure je takrat že imel svojega ta prvega Focusa RS-a, jaz sem takrat še sanjal o njem, oziroma ne, tistega takrat naročil. Ja, tako je bilo. V glavnem že od 2016 ga pač spremljava, občudujeva vse tako, kar je naredil, delavnico, zdaj pred kratkim je odprl tudi Burger Plac, pa muzej za avtomobile, tako resen tak full hud epicenter za vse pač avtomobilistične navdušence. Full let se že pogovarjava, da bi šla rada to živo pogledat in zdaj sva končno, evo, 17 minut stran od JP-ja. Grem se jaz zdaj malo čustveno pripraviti na tole, pa se vidimo pri JP-ju. Levo, lega. Big Boost Burger, pa JP Performance. Hudo! Fuck, pa čist pohan, majster. Oj, koliko je folka. Kaj to vrsta za burger? Zato sva se z Juretom odločila, da greva najprej malo avte pogledat, pa pojo vrsta. Hudo, no. Na burger so čakala 10-15 minut, moram pa reči, da je bil res dober. Valjda sva šla pa pogledat še merch shop, jaz sem si hotel en pullover vzeti, ki ima res hude dizajne pa kvalitetne materiale, ampak je bila roba že kar dokaj pobrana, tako da so ostali praktično samo še ta najmanjši pa ta največji modeli. Midva sva zdaj prišla na ta
tretjo lokacijo, v bistvu to je tale muzej, ki ga je JP postavil za nami. Jaz nisem sploh še gledal full kaj noter, ampak naj bi bili pa to zelo redki avti, koncepti, prototipi pa tako naprej, pa gremo kar noter. Takoj tlele pri vhodu v bistvu kupaš karto in sreč ni bilo nobene pretirane gužve. Pa so pa v bistvu začela na en ogled dol v kleti, kjer so tako malo mešani avti. Mi je pa ful zanimivo to, da noben od avtov ni vgrajen, tako da zgleda ljudje tukaj kar znajo spoštovati to, da se avto ne prijema. V drugem nadstropju je nekaj dirkalcev, tuner avtov pa konceptov. Jaz sem se pa zagledal v tole formulo, ker pazi te spekse. 1,5 litrski 4-cilinderc, ki premore 1700 konj, zavrti se skoraj na 12.000 obratov, ročen menjalnik pa vse skupaj ima 500 kg. Pač tako, what? To je motor, ki je v tej formuli in glej to velikost turbine, to je večka moja roka. 4,4 bara je filala ta turbina. Aj zdaj to. Tole je pa še čista zgoran štuk, ki se imenuje Nebesa. Tle pa najdemo creme de la creme. To pomeni čist vse od proizvodne eksotike pa tja do dirkalne eksotike. Saj na internetu ti že vidiš slike, ampak v živo je pa to čist nekaj drugega. Tukaj imajo sicer še en merch store, ampak kar je tukaj posebenega je to, da če greš tukaj čez, prideš pa do sobe s simulatorji. Tlele ima JP parkiranih še par svojih avtov, evo takole pa zgleda soba s simulatorji. Zadeva stane pa 15 evrov za 15 minut. In ja, tudi za to je vrsta. Evo, jaz pa Jure sva zaključila zdaj ogled cele te JP-ove posesti, kako preko, se pravi, najprej sva šla gledat tam, kam ima firmo, oziroma kam imajo delavnico, pol sva šla na burger, pol sva šla pa še v muzej. Moram reči, da mi je bil ta burger plec najbolj všeč, sicer ful sem bil presenečen, da dejansko je vrsta. Ne vem, koliko je bilo to vrsta ljudi, 50 ljudi, skozi 50 ljudi v vrsti stoji za ta burger cel dan. Pač ta plec je, pač vedel sem, da je popular, sam da je pa tok crowded skozi, si pa nisem mislil. Pol sva šla pa še v muzej. Muzej je kar cool za videti, kar me je pa dosti zmotal je pa to, da so vsi vpisi pa vse zanimivosti v avtomobilih vse v nemščini. Se pravi, če ne znaš nemško oziroma če premalo razumeš nemško, lahko praktično avte samo gledaš. Pa tudi slušalke pa iPad, ki dobiš tam pač zavoden ogled, je recimo vse samo v nemščini. Tako da to je en minus, drugače pa ta scena tako, vse ima bolj tako na tuning, na racing, tako da če ti to hudo, definitivno priporočam ogled. Burgerji so bili ful dobri. Midva sva mislila, oziroma nisva imela toliko visokih pričakovanj, zato ker je to pač res masovka. Ampak burgerji so bili toliko dobri, tudi krompirček. Tako, za ta, bom rekel, fast food, no vem, jaz boljšega burgerja še nisem jedel, no. Cene so pa dokaj normalne, ne vem, koliko sva dala za krompirček pa za burger, pa plus pijačo, 15 evrov približno na osebo. Tako da, JP Performance, odklukan. Zdaj pa še pa naprej, sva že na poti v Belgijo, ker jutri se pa pridružva enemu takmu Rally Inspired dogodku, ki ga pa organizira Ford Performance Klub Evropa. To je to za ta vlog, pa se vidimo jutri v Belgiji. Ajde, čau!